involved in quite a lot of projects of this kind, sometimes from the perspective of the railway undertaking, sometimes from the logistic providers, sometimes we assist the public authorities and governments that are pushing for this kind of actions. Današnja konferenca je bila pravzaprav prva priložnost, da smo se lahko tudi uradno seznanili z okoliščinami ponujene vzpostavitve holdinga za logistiko, v katerega bi bile združene Slovenske železnice, Intereuropa in pa Luka Koper. V okviru Vseslovenskega združenja malih delničarjev sem na tokratni konferenci izpostavil predvsem vprašanje, ki je izhajalo predvsem z vidika zakonskega okvira. Želel bi izpostaviti vprašanje, za katerega menim, da je bilo po vsekakor dobrodošli razpravi z vidika vprašanja logistike in vloge Slovenije in možnosti, ki jih ima pri tem, z naslova lastnikov. Doslej so pogovori od začetka leta po naši vednosti potekali predvsem v okviru družb. Nekatere, torej Luka Koper in Intereuropa, seveda niso v 100% lasti Republike Slovenije, oziroma jasno doslej ni bilo moč slišati prav ničesar o tem, kako bo vlada Republike Slovenije kot upravljavec seveda lastništva države pripeljala proces k temu, da bo 100% lastništvo tudi v teh dveh družbah doseženo. Za zaključek, momenti vezani recimo na splošno plovbo in pa pomorsko družbo v njej z vidika malih delničarjev so doslej precej slabi, kajti zagotovila, ki jih je država dajala v teh primerih, niso bila izpolnjena. Zato menim, da je smiselno in vsekakor izražam željo tudi našega združenja, da bi pri tem konstruktivno sodelovali, tudi v smislu informiranja vseh delničarjev, da se v tem primeru že v tej fazi, ukolikor ni moglo prepriti do tega, skuša peljati ta proces tudi za vidika interesov ustrezne informiranosti delničarjev, preostalih delničarjev, tudi malih delničarjev. Če smem, gospod Verbič, dodati, ta hip pomeni lastništvo države, predvsem in najprej odgovornost, ne privilegij, da ko pridemo na ravni vlade neformalno do odločitve, da gremo v formalen proces te odločitve, gremo seveda tudi v dialog s socialnimi partnerji, z delničarji, za javnostjo. Nenazadnje bomo poskušali za to pridobiti tudi pristojen odbor v državnem zboru in nenazadnje gre za tako veliko odločitve, da bo o tem na koncu odločil državni zbor. Zato si bo vlada, če in ko bo sprejela to odločitev, da gremo v to zamisel, prizadevala pridobiti seveda javnost, med njo je tudi posebno pomen malih delničarjev na svojo stran. Infrastruktura je ključna zadeva. Tam, kjer je recimo potrebno, naprimer, dejansko izločiti stvari, je infrastruktura. Imamo pomorsko infrastrukturo in pristaniško in imamo železniško. Jaz sem, kar vsi poznate, veliko kilometrov imam, jaz si ne predstavljam, da se bo dala železniška infrastruktura komercialno, recimo, financirati znotraj takega holdinga. To bo vedno mogla delati država. Ampak kako bo delala država, če bo pa infrastruktura v lasti nekega takega podjetja? Si ne predstavljam dobro, ne spravno, tudi vsebinsko si ne predstavljam dobro. Potem naslednja stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, ena najpomembnejše stvari. Predlog je vertikalne povezave. Jaz sem vedno sanjal, da smo Slovenci tako dobri gospodarstvo, da bomo obvladali z našim podjetjem Balkan pa Južno Evropo. Saj smo bili vedno ta prvi na tem koncu, po vzhodni Evropi tudi. In kaj se zdaj dogaja? Namesto, da bi mi šli v horizontalno povezavo, Luka Koper se mora povezati s Trsto, mora se povezati z Reko, ne vem s kom Italiji in tako naprej. In mora biti prva, ki to dela, ne ta zadnja, da drugi pridejo k nam, pač pa mi moramo priti k njim. Slovenske železnice se morajo povezati z drugimi železnicami na tem področju in jih integrirati med sabo. Potem bomo mi veliki. Potem bomo mi veliki v pristaniškem delu in bomo veliki seveda v transportnem železniškem delu. Intereuropa, poslušajte, je druga zgodbica. Mislim, da vsi razumete, da je druga zgodbica. Zamisel logističnega holdinga ni zamisel o načinu reševanja slovenskih železnic. Do te zamisli je prišla skupina strokovnjakov potem,
ko je gledala, kakšne so konkurenčne vrednosti železnic, Luke Koper in drugih, in prišla do pravzaprav renesanse neke zamisli, ki je že bila pred 10 leti doma na Slovenskem. Horizontalna integracija se dogaja. Vse smo jo tudi že povedali javnosti, jo bomo še bolj natančno predstavili, govorimo za železnice. V naslednjih dneh bo organizirano podjetje, skupno 3 železnic, slovenskih, hrvaških in srpskih, ki bojo na več ravneh poskušale pritegniti tovor na 10. koridor, med dvema velikima trgoma, na eni strani med turškim, na drugi strani velikovskim, pa nemškim škodite. In tako da to počnejo naše slovenske železnice s podporo našega ministrstva in cel 10. koridor je izjemno zainteresiran za to, tako da to vse dogaja. Vsi vemo, da so pristanišča rečemo tak močen generator razvoja. V gradivu, ki smo ga dobili, je videti, da ukoliko se Luka Koper in Evropa na slovenske železnice ne bodo povezali v slovenski logistični holding, da bo prišlo do upada prometa pri vseh. Matematično si drži, da minus je plus, ampak šlamo minus je minus, ponovno je še vedno minus. Tako da jaz ne vidim, kako bi lahko iz tega razlog velik plus, kot je napovedano v študiji, oziroma v gradivu. Luka Koper kot taka deluje dobro. In menim, da bi bilo potrebno samo zagotavljati naprej njeno konkurenčnost na osnovi neutralnosti. Se pravi, da ima lahko več radijale, več kriterije, da se omižil naprej, da bi pospričili samo za nepom. Da se mora dobiti še naprej samostojnost odločanja, tako glede investicij in vsega ostalega. Spravi, upravljanje s finančnimi sredstvi mora biti njeno, ne pa od holdinga. V tem konkretnem velikem projektu pa moram deliti mnenja s svojimi akademskimi kolegi, da je projekt, res velik projekt, zaradi katerega politika na kraju mora tudi sprejeti odgovornost za tako pomemben za Slovenijo, da enostavno kot predstavniki recimo neke znanstvenika ali pa izobraževalnih inštitucij ne moremo enostavno izreči ali za ali proti to, kar vas čaka v decembru, zagotavljam pa, koliko se mi pogovarjamo, da ni a priornega nasprotovanja takšnemu projektu. Vsi govorimo, tudi danes, mislim, da smo povedali, funkcionalna povezava, da, fizična, ne vemo. First of all, I would like to start with how did we come to the Slovenian holding construction. It's clear. It's really clear. It's proven all over the place in Europe to transfer a pure cargo on rail or a poor rail company on itself to profit is nearly impossible. Benedict Weibel has said it also for Switzerland has probably a special situation compared with other countries, it's clear. But even there, and we both have been running our companies in parallel, we have discussed a lot about possibilities. In Germany, the turnover was only possible to transfer the company to a logistic provider to establish a logistic chain, and in parallel to make the same thing for passengers, to make a mobility chain and to create mobility cards like the Swiss did. You can order a hotel room, you can order your flight ticket, you can rent your car, rent your parking space for the car, to make seamless traveling to the people who use passenger trains. Doesn't matter for short or long distance, to make it more comfortable thing. But this would not be possible as standalone driving trains from A to B and backwards. Knowing this out of the experience of other countries, we have developed the idea to say, okay, we make the bigger change, we go for a bigger company, we make a mobility and logistic frame out of it.